7. postaja. Jezus pade drugič pod križem. Ko je Marija videla drugi padec pod križem, je pač razumela, da je Jezusu težka pot predolga in da skoraj ne more več naprej. Saj je ona sama brez bremena križa ob Jezusu komaj še vzdržala. Od srčne bridkosti so se ji šibila kolena in je že omagovala. Ljubezen do Jezusa pa jo je držala pokonci, da je vztrajala ob Jezusu, ker je vedela za sinovo srčno bridkost zaradi naših grehov, ki je bila večja kakor silno telesno trpljenje pod težo križa. Marija, izprosi nam stanovitnosti, da nosimo križ, ki ga nam nalaga življenje, združeni s teboj in s Kristusom. 8. postaja. Jezus nagovori jeruzalemske žene. Ko je Marija slišala govoriti Jezusa jeruzalemskim ženam: ne jokajte nad menoj, temveč nad seboj in nad svojimi otroki, tedaj se ji je narod, iz katerega je išla, zasmilil v dno srca. Silno je trpela zaradi težke usode, ki je imela priti nad njen narod kot kazen za nevero in trdovratnost, s katero je zavrgel svojega odrešenika. Brez dvoma je iz Jezusovega in njenega srca šla goreča prošnja k nebeškemu očetu: Oče, odpusti in prizanesi. Tako smo tudi mi s svojimi grehi žalili Gospoda. Žalil ga je naš narod in ga še brez prestanka žali. Prosimo Marijo za naš narod. S svojimi molitvami se zatekajmo k njenemu materinskemu srcu in njenemu zmagoslavnemu sinu in ga prosimo, naj ne dopusti, da bi bilo v našem narodu uničeno njegovo Božje kraljestvo. 9. postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Kako je strepetalo Marijino srce, ko je Jezus ves izčrpan tretjič padel na tla in ga je križ čisto potlačil. Tako jo bolijo naši vedno zopet in zopet ponovljeni grehi. Kako malo resno si vzamemo k srcu, da bi vsaj njihovo število zmanjšali, da bi omejili njihovo hudobijo in ne bi več namenoma in popolnoma prostovoljno grešili. Marija, pri na tleh ležečem Jezusu te prosimo, izprosi nam izredno velikih in močnih dejanskih milosti, ki so nam potrebne, da premagamo svoja izredno močna, grešna in slaba nagnjenja. 10. postaja. Jezusa slečejo in mu ponudijo žolča z vinom mešanega. Če je kdo razumel in občutil sramoto, ki so jo Jezusu naredili, ko so ga javno slekli, jo je razumela in občutila Marija, saj je poznala Jezusovo čistost. Iz njenega nedotaknjenega deviškega telesa si je privzel človeško telo, prav tako nedotaknjeno in čisto, ga združil s svojo Božjo osebo, da ni bilo samo bivališče resnično živega Boga, ampak tudi sveto orodje, s katerim nas je mogel odrešiti. Telesno smrt je pretrpel naše odrešenje in stajenje. Marija, izprosi nam krepost sramežljivosti, ki je največja obramba svete čistosti. 11. postaja. Jezusa pribijejo na križ. Kako je vsak udarec kladiva, ki so pribijali Kristusa na križ, zadel Marijo v njeno materinsko srce. Tako je čutila, kakor da bi zabijali žeblje skozi njeno srce. Če bi jih res zabili v njeno srce, bi jih takoj otrpnilo, ne čutilo bi pač nobene bolečine. Tako pa je čutila samo nepopisne bolečine, ni pa mogla z Jezusom umreti. Do konca je morala izpiti z njim kelih trpljenja. Marija,
Vtisni nam spomin tega Jezusovega in tvojega trpljenja v dušo, da se tedaj spomnimo nanje, kadar bomo morali svoje strasti, svoja slaba nagnjenja, ki vodijo v greh, takoj odločno na križ pribiti, da nas ne bodo utrgala od Jezusa. Da se bomo vedno oklenili Jezusa, kadar smo neodločni in bojazljivi, kadar smo mehkužni in se bojimo žrtev premagovanja samih sebe. 12. postaja. Jezus umre na križu. Mati Marija, o tebi je zapisano v Evangeliju, da si stala pod križem, na katerem je umiral Jezus. Strašna bolečina te ni strla. Marija, močna žena, močna v svoji ljubezni do Boga, močna v ljubezni do nas ubogih grešnikov, ki si trpeča sodelovala z Jezusom pri odrešenju, mi, tvoji otroci, po tebi obljubljamo Jezusu, da hočemo tudi mi vdano stati pod križem. Prosimo te, izprosi nam onih milosti, ki so prišle od križa tudi v tvojo dušo in ki so ti dale vztrajnosti do konca. 13. postaja. Jezusa snamejo s križa in polože Mariju v naročje. Živo si predstavljamo mater Marijo, ki sedi na Golgoti in drži v naročju mrtvo Jezusovo telo. Kakor da ga nam ponuja. Kaj nam Marija govori? Pridite in poglejte, kaj ste s svojimi grehi naredili. Le poglejte petero velikih ran in po vsem telesu polno manjših ran od bičanja. Ali je Marija s temi besedami naša sodnica, ki nas hoče obsoditi? Ne, vabi nas. Pridite, da vsaj v pogledu na mrtvega mojega sina iz ljubezni do njega s kesanjem odstranite greh iz svojih duš. Prihajamo k tebi, Marija, duhu pokleknemo pred teboj in obljubljamo. Po tvojem brezmadežnem srcu mi, tvoji otroci, darujemo tvojemu sinu vse naše gorje. Pred očmi tvojega mrtvega Jezusa te prosimo. Njegove rane nas izroči, njegove rane nas skri. Tam se čutimo varni. 14. postaja. Jezusa položi v grob. Ko so položili Božjega zveličarja v grob in zavalili pred vhod velik kamen, Marija ni imela cvetja, da bi z njim okrasila grob, kakor imamo mi navado. Kamen, težak in surov, je ostal brez cvetlic, ki bi vsaj nekoliko delale druščino Jezusovemu truplu v grobu. Namesto takih cvetlic, ki ovenejo, je Marija pustila tam svojo ljubezen, ki je čula tu pri Jezusu, počivajočemu v zapečatenem grobu. Tak svet grob bi moral najti Jezus v naši duši, kadar ga sprejmemo pri svetem obhajilu. Marija, pridi ti pri svetem obhajilu k nam in moli v nas Jezusa. Ti se mu zahvaljuj, ti mu v zahvalo vso materinsko ljubezen daruj. Vse naše tako raztresene zahvale in prošnje darujemo po tvoji roki, po tvojem brezmadežnem srcu Jezusu, da se mu s tvojo pomočjo izkažemo hvaležni. O predobra Mati Božja, zahvalimo se ti, da smo smeli s teboj spremljati Jezusa na križovem potu. Prosimo te za to milost, da bo nam in vsem, za katere smo ga molili, v resnično dušno korist in zveličanje, vernim dušam vicah pa veliko tolažbo. Amen.